Lantovic! Mama Tatjana, oče Peter. Par besed tistih pozdravnih, potem pa bomo seveda še govorili. Ja, res ni scenarija, sploh nisem vedel, da boš dal meni mikrofon prvemu. V glavnem, vse lepo pozdravljam na naši špici, našega Lana, ki nas je res razveselil, spremljali smo to v Buenos Airesu. Ni imel predlahkil nalogo obraniti to, kar ste Simona in že pred njim naredila v Singapuru in na Kitajskem, ampak moj rata, tudi Kitajca v finalu $2, čeprav je bil skoraj eno glavo večji. Tako da, zahvaljujem se vsem, ki nas podpirate, ki podpirate celjski kajak, slovenski kajak. Hvala vsem, ki ste prišli tle. Lahko bi še govorili, tudi Beni Savšek, svetovni prvak je tu med nami. Verjetno še koga poznamo, ne? Tako da, ne bom predolg, uživite. Scenarij gre pa naprej. Svojega varovanca. Kako je bilo potem naprej z njim? Ne vem, iskreno, verjetno že en cajt vem za Lana, zdaj z nami je v bistvu naši skupine 3 leta verjetno. Tako pač, tekmovalsko ga je treba bremzati, ker naredi raje malo več, kot malo manj, tako da še ni težav. Torej, da rač v slogu Martina Srabotnika, zadnji uspeh v članski konkurenci s 16 leti celo 4. med člani v Hrastniku. Je bilo to res? Ja, je. To je bilo veliko za Aleš Kurat. Pavli Kurat, 20 dni vas ni bilo z družino, no tudi seveda Lana ne, Lani je imel babico in detka s seboj. Kako se je vse skupaj tako dobro razpletlo, glede na to, da tudi voda je umazana, mrtve ribe, res v Buenos Airesu plavajo tam? Ja, nažalost, res. Zato smo planom določene elemente pri pripravi na tekmo moral razpustiti. Ogromno tekmovalcev je zbolelo za raznimi virozami. Tako da v bistvu smo pustili vse obrat, tako da prvič je smontiral za tekme preventivno. Kar se pa tiče, bi rekel... Te posnetke bomo še videli, ne? Ko bo skočil do proge, potem so pa obveznosti med količki, nekateri so sprašvali, kako je vse skupaj bilo, potem pa je skinski obrat, kaj to pomeni, mislim, za nas. Ja, proga se začne z skokom iz rampe, nadaljuje se med 8 bojami različnih barov, zelena in rdeče. Rdeče boje je treba obvezno prevoziti iz desne strani, zelene boje pa iz leve strani. Kot boste na posnetku videli, ko priješ na polovico proge, treba napraviti tako imenovani skinski obrat in potem se po pravilih, tako kot sem prej razložil, vrnem proti cilju, ki ga označujete te oranžne boje. Malo se zadrživa kvalifikacije, izločilni boji, finale. Kaj velja poudariti? Ste ga morali spodbuditi ali miriti? Največja težava je pač povzročila Lanova živčnost, z tega sicer z njegove strani nisem vajen. Res je, da ga poznam tako iz špice ali iz treningov, ko se mi zdi tako precej sproščen fant. Tisto jutro je bil precej zadržan, živčen, redko beseden, tako da sem težko karkoli iz njega spravil.
No in potem na jutranjem treningu se je ta živčnost odrazila v njegovih sposobnostih, ki so bile malo krnjene, ampak v kvalifikacijah se je zbral, je bil 4 stotinke za Kitajcem in potem je sledil ta najbolj naporni, psihološko naporni del za njega. 4 ure čakanja do četrtfinala. Spravi, kvalifikacije so bile v pol 12, četrtfinale pa pol 4, je bilo 4 ure vmes. Bo rekel čelične vojne za njega, jaz sem to sicer opazoval, strani Mars, sem šla na eno gledno restauracijo, na juhco, sem poskrbel za to, da bi se počutil boljše, ampak nikakor ni šlo. Sem pa tekom priprav na samo tekmovanje ugotovil, da se zelo dobro razume z fizioterapeutom olimpijske reprezentance, sem ga poklical in potem je on v bistvu pravil eno čudežno masažo za rano, ki se je potem po 20 minutah pobral kot Feniks iz pepela in je potem v četrtfinalu, v polfinalu in po finalu pokazal. Seveda predvsem za 3 zlate medalje, tenisači sta bila 2, tudi ekipno, oziroma v parih, pa zlate in potem pa 3 spremni posebej zlate. Zdaj pa danes je najbrž najlepši. Vendar kaj bi dejal o Vojniku in Vaclinu, pa potem je bilo tudi spravi Vojniku, pa Vaclinu, pa potem še tudi danes dopoldne na gimnaziji, je bilo kaj? Dopoldne na gimnaziji sem pričakal sam sošolici, v bistvu tako že en večer prej na domu. Vaclina pa vsi vaščani, ter tudi župan se je pridružil, pa smo se kar pozabavali. Rekel si, da si bil presenečen celo glavnjem, celo na robu joka, v katerem trenutku se je to zgodilo? Ko sem stopil iz avta pred hišo, pa zagledal vse sošolce pa prijatelje. Bojdo so vse spremljali po internetu, po tanku, v tistem večeru, pa potem tudi vse proslavili, sicer brez tebe. Ja, so proslavili, samo se pol tudi mogli grabiti pečolo. Zdaj me pa zanima, kje so za teboj grabili v Buenos Airesu. Se pravi, če si tako živčen, se pravi, si želiš, se pravi, ti ni vseeno. Kdaj se videla tista kriza z bluvanjem in kje si to upravil? Tam je bilo eno drevo. Rekel si, da je bilo potem vse lažje. Je dejansko bilo tako? Kaj te je mučilo? Ja, ne vem, živčnost, ne vem. Malo sta mi dala živčnosti Simon pa Anže, ki sta zmagala prej pa... Si moral to ponoviti, ne? Ponoviti, ja. Ja, jaz ni predsjednost. Ja, da. S tabo sta bila babica in pa dedek. Sta ti bila v uporu. Ona dva sta še, sicer v Argentini, ne, v sredo prideta. Kaj bi lahko dejal o tem? Ja, jaz sem bil ful vesel, ko sta me počela spremljati pa navijati. Ko sem bil na štartu, ko sem slišal dedja Miloška trobilo, koliko je trobo gor. Sem se zrl zastava, ko je plapolala. Ste imeli tudi sicer stike, ste šli kam v mesto skupaj lahko? Ja, pol po tekmi smo se tudi dobili, pa se malo podružili, pa pojedli tudi kako kosilo potem. Čakamo na tekmo, ali je že bila, ne še. Potem jo bomo malce opisali. Mora biti že lahko sedaj predsednik Kajakaške zveze Slovenije, a direktor Kajakaške zveze, se pravičujem, Andrej Jelenc, tudi naš strani Kajakaške zveze in pa seveda tudi prijetna dolžnost, da se Lanu zahvalim in mu čestitam ob izjemnem uspehu in seveda ponovitvi tega, da Slovenci še vedno držimo takaj ena slalom na olimpijskih igrah v svojih rokah. Tako da zaenkrat za fantje še niso dali iz rok. In ne vem, kaj bi se dičil, ne bi samo se
Lano zahvalil z eno majhnim darilom v imenu Kajakaške zveze in pa čestitke še enkrat. Koliko Andrej je Vinci, naj pogleda. Ti poklanjamo tole, da boš lepo oblečen, ker vedno si lepo oblečen. On je eden največjih urejenih fantov v našem klubu in širše, res je zelo perfekcionist in tole upam, da smo ti dobro najdel, nekaj pametnega zbrali. Zdaj imam pa še 4 kuverte. Ena je, upravičil se je naš župan Bojan Šrot, ima soočenje na RTV Slovenija, lahko preverite. Z veseljem bi prišel, pa vas lepo pozdravljam in tebi čestita. Nismo odpirali, to je čestitka od župana. Potem prišel je na naš klub čestitka iz Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Lanto Minc. On je prišla čestitka predsednika državnega zbora, gospoda Židana. Tole je pa čestitka, ko je boš najbolj vesel, ker nisem čestitke, še neki noter, da bo si lahko kakve vitamine kupil. To je pa od nas, kaj je kašla izvolila. To je to. Zdaj nabiram bobe, je Lan napisal, se priporoča. Kaj je razlika, da brez 6 ljudstvo pa 5 na jedno? Podoba sta se doma. Jaz sem zdaj v mikrofonu, da pa še nekaj drago. Premalo smo danes poudarjali, da ni primera v slovenskem športu, pa tudi vprašanje, če v svetovnem, da ima neka državica mala, nek mali šport kajak kanu, to ni košarka, pa nogomet, da se razumemo. Pa rokomet recimo tudi, no, v Celju recimo, da imamo 3 olimpijske prvake, enega za drugi. Ne mi kdo pove, če si kdo upa reči, da se bo kje še v kakšnem športu, kdaj to v Sloveniji zgodilo. Zato še enkrat, jaz sem posebej se potrudil, da je med nami tudi Anže in pa tudi Simon. Še enkrat, fantje, bravo. V nas posebnosti, to imam že šalo, že resno. Res tole, kot glede, strokovnjak je nekdo, ki je šolan in ima tudi nekaj praktičnih znanj. In so vsi seveda znali vsem, kaj se sabo dogaja, ko si bruhal tam na štartu. Veš, na olimpijskih igrah 72 leta je Špric Veko, to je tisto krovnico, meni zapel štarter. Nisem bil sposoben sam. Še enkrat čestita. Tome podsevar Tonko. Hvala lepa. Tonko je naredilo, drugače pa naš Tonko cel življenje uhaja po kanulu. Oče, on je legenda, njegov sin Simon Kočevar. Kakšna pomakljivost do dogajanja? Lično! Lično!